Pozdravljeni. Za nami je tudi velika nagrada Belgije in poglejmo si skupaj v današnjem komentarju, kaj se je zanimivega zgodilo na progi. Kot običajno bo tudi današnji komentar dirke razdeljen na dva ločena dela. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimive točke velike nagrade Belgije. V drugem bomo pa primerjali napovedi, ki sem jih sestavil jaz ter Pirelli, s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo na začetku. Videli smo dvojno zmago Red Bulla, kar v sezoni 2023 je redkost. Res, pri Red Bullu so zmagali vse dirke na koledarju do tega trenutka in lahko bi dejali, da Perez je končno pokazal, zakaj je moštveni kolega Maxa Verstappena. Da bo Max Verstappen med favoriti, mislim, da ni bilo dvoma, kljub kazni. Zaradi menjave menjalnika je kar hitro prišel tja na prvo mesto. In pravzaprav njegovi manevri prehitevanja so bili šolski primer, kako se dobesedno gre mimo, brez napora, brez kakšnih prevelikih tveganj, dobesedno tako, kot piše v knjigah, ki opisujejo teorijo vožnje bolida Formule 1. Po drugi strani smo videli, da tudi Perez je potreboval izjemno malo krogov, da je prišel mimo Charlesa Leclerca, ki je tokrat veliko nagrado Belgije začel iz najboljšega štartnega položaja. A verjamem, da nihče, niti v tisti najbolj goreči navijači, niso pričakovali, da bo Charles Leclerc zadržal to mesto. A verjetno so si želeli kakšen malce boljši rezultat, vsaj drugo. A ne smemo mimo tistega, kar se je zgodilo pravzaprav na začetku same dirke za veliko nagrado. V prvem ovinku La Source je Carlos Sainz mlajši potisnil ob notranjo stran ovinka Oskarja Piastrija. In v prvem ovinku smo dobesedno izgubili dva potencialna protagonista. Oscar Piastri je na včerajšnjem sprintu pokazal svoj talent, Sainz pa tudi je želel nekako poudariti, da pri Ferrariju ne smejo računati samo na Leclerca. Piastri je imel poškodovano prednje vpetje in zato je odstopil. A Sainz z razparano bočno strukturo je po lestvici padal. In tudi on na koncu odstopil. Tako Piastri na tokratni veliki nagradi Belgije ni bil sposoben pokazati vsega svojega talenta, Carlos Sainz mlajši je pa tudi v skupni razvrstitvi izgubil prednost pred Charlesom Leclercem. Mnogokrat sem dejal, da je Carlos Sainz mlajši voznik, ki je preudaren, ki je učinkovit. No, tu v Belgiji je pokazal, da tudi on podleže malce, recimo temu, latinskemu temperamentu. A Charles Leclerc je seveda prišel na tretjo stopničko zmagovalnega odra, a med samo dirko smo ga videli bolj poredkoma. Tako poredkoma, kot smo videli Lewisa Hamiltona, ki se je skušal približevati vozniku Ferrarija, ampak nikoli ga ni bil v bistvu sposoben doseči. Edina svetla točka pri tovarniški ekipi Mercedes oziroma pri Lewisu Hamiltonu je bil tisti zadnji krog, ko je Maxu Verstappenu odnesel točko za najhitrejši krog. Seveda po menjavi, ko je nataknil svež set pneumatik medium. Zakaj ni uporabljal pneumatike soft? Ker novega seta ni imel na razpolago in ker z novo pneumatiko medium je bil bistveno hitrejši kot z rabljeno pneumatiko soft. A ne smemo mimo tudi dobrega rezultata, ki ga je dosegel George Russell. Njegova strategija, njegov začetek dirke je bil čisto nekaj drugega v primerjavi z Lewisom Hamiltonom in
Moštveno gledano je Mercedes tudi tu v Belgiji dosegel več točk kot Ferrari. A verjamem, da mnogih razvrstitev na lestvici konstruktorjev ne briga. Konec koncev, če pogledamo tudi malce naprej, pri Aston Martinu sta bila oba voznika v točkah, kar je lepa sprememba glede na zadnje dirke. In ne smemo pozabiti na Landa Norrisa. Če je Oscar Piastri svojo dirko končal že v prvem krogu, je Lando Norris imel ogromne težave. S tisto pneumatiko hard v izjemno zgodnjem postanku nisem razumel, kaj so hoteli pri McLarenu doseči. A konec koncev se je Lando prebil do nekaj točk in tudi ta vikend ne smemo reči, da je bil pozitiven, ampak konec koncev tudi ne tako negativen. Čeprav je Oscar Piastri odstopil, je bil drugi na sprintu, Lando Norris pa je praktično iz ozadja se prebil do točk. Zanimiv je bil tudi vikend, kar se tiče ekipe Alpine. Seveda, izgubili so kompletno vodstvo, ampak v tako kritičnem trenutku smo videli, da znajo reagirati tako na sprintu kot na dirki za veliko nagrado in v bistvu pripeljali so domov več točk, kot smo jih vajeni na ostalih dirkah za veliko nagrado. Je bila to reakcija, je bil to zgolj slučaj, ne vem. A vsekakor moramo priznati, pri skuderiji Ferrari so dali kar izjemno konkreten obliž na tiste rane, ki so se odprle predvsem na zadnjih dveh velikih nagradah. A konec koncev z malce bolj bledo predstavo, tako pri Mercedesu kot pri Aston Martinu so ekipno dosegli približno enako število točk. Kar pomeni, da v boju, naprimer za tretje mesto med konstruktorji, Ferrari še zmeraj je na isti razdalji, kot je bil poprej. Veliko razočaranje je seveda McLaren, ali pa so nas malce preveč razvadili, tako na veliki nagradi Velike Britanije, na veliki nagradi Madžarske in na sprintu velike nagrade Belgije. Tako da smo lahko videli, da je v sedanji Formuli 1 vsaka najmanjša napaka, vsaka nepredvidljiva spremenljivka lahko tudi usodna. Pri voznikih, ki so bili v ozadju, je treba poudariti, da toliko opevani Daniel Ricciardo ni prišel do točk, medtem pa Yuki Tsunoda je. Kar je zanimiv rezultat, predvsem če upoštevamo dejstvo, da pri Alfa Tauriju so letos tam na zadnjem mestu. In zopet dokaz, da kdaj pa kdaj v svetu motošporta je potrebno imeti srečo, sposobnost in seveda to se je danes Yukiju dobesedno pokrilo. Mnogokrat ga zagovarjam, ko v svojem elementu napravi kakšno napako, ampak Yuki je hiter in ko se vse spremenljivke postavijo na svoje mesto, zna doseči rezultat. In verjamem, da velika nagrada Belgije za ekipo iz Faence letos bo eden izmed tistih vikendov, ki se ga bodo lepo zapomnili. A pustimo sedaj dirko, kjer smo videli prevlado Red Bulla in vse ostale, ki so bili tam v ozadju in pravzaprav jih mnogokrat nismo niti opazili na sami progi. Poglejmo si, kakšne so bile napovedi strategij. Pirelli nam je tokrat dal na voljo, kot že nekajkrat poprej, kar 4 variante. 2 z 2 postankoma in 2 z enim samim postankom. Kot sem že na samem v prispevku zadnji briefing povedal sam, nisem dobil dovolj podatkov, da bi lahko trdil, da je možno pripeljati dirko samo z enim postankom. In kar se tiče tiste prve variante, smo bili enakega mnenja jaz in Pirelli. Videli smo lahko, da pri Pirelliju so predvidevali malce drugačno, bolj drzno varianto, iti na soft, nato medium in potem nazaj na soft. Kar je tista zmagovalna strategija, ki so jo izbrali pri večini ekip tudi na sami veliki nagradi. In tu je treba priznati, kot sem že mnogokrat poudaril,
da jaz svojo napoved naredim sam, nimam vseh podatkov, ki jih ima Pirelli in mnogokrat, tako kot tudi tokrat se zmotim. In to ni nič takšnega. Zadovoljen sem s tem, da sem približno zadev tisto prvo varianto, ki jo je predvidel tudi Pirelli. Namreč mnogokrat poudarim, da gre za vajo in ne za neko tekmovanje, kdo je pametnejši in kdo je boljši. Verjetno so tisti inženirji pri Pirelliju, saj so zato tam v svetu Formule 1. A da zaključimo tudi tokratni komentar velike nagrade Belgije, kjer bi lahko dejali, da pravzaprav nismo videli nič novega. Pričakovali smo seveda več. Sam osebno sem upal, da pri skuderiji Ferrari bo le Charlesu Leclercu uspelo priti, naprimer pred Serhijem Perezom. A konec koncev je treba priznati, da dvojna zmaga Red Bulla letos je vse prej kot stalnica. Torej tudi ta rezultat po svoje je zanimiv, čeprav verjamem, mnogi izmed vas ste te predvlade že pošteno naveličani. A kaj hočemo, pred nami je poletni premor in na veliki nagradi Nizozemske se bo lahko zgodilo kaj novega. No ja, vsaj upajmo. Za danes bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.